Rok Tičar, še en poraz, ampak vsaj za moj okus, že selektorju sem dejal, danes najboljša predstava Slovenije. Kako vi gledate na vse skupaj? Je bilo temu res tako? Enostavno, niti razmišljali niste, da so Čehi nekaj posebnega, nekaj več. Dolgo ste jih držali, vsaj za moj okus, v svojih krempljih. Ja, tekmo smo začeli zelo dobro, takoj dosega 2 zadetka, povedli 2-1 in potem na koncu prve tretjine imeli še 2 dobre priložnosti, kar meni osebno je Pak majčkeno poskočil, Žigi je vratar dobro obranil in kaj pa vemo, mogoče bi bilo čisto drugače, če bi ušli na 1 gol, na 2 gola razlike, tako pa v nadaljevanju, bom rekel, smo, tako kot ste sami rekli, zelo dobro igrali v obrambni tretjini, tudi ko so nas nekajkrat Čehi, bom rekel, zavrteli v naši tretjini, smo tudi s težkimi nogami ubranili te napade in res pogrizli to do konca in potem zamenjali, novi fanti frišni so šli na led in bom rekel, nadaljevali dobro igro. Čehi pa so v nadaljevanju, bom rekel, dokazali, da so zelo močni na powerplayu in bom rekel, da je to danes nažalost odločilo. V tako hitri igri človek niti ne more objokovati in razmišljati, kaj je zapravil. Tam je zares izjemno bilo, če bi šlo na 3-1, nikoli ne vemo, kako bi se končalo, ampak enostavno se zgodi. Ja, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak ni, bom rekel, škoda, ampak nimamo kaj, nobenemu ne bo žal za nam, sami moramo priti ven iz te situacije in jutri je nov dan, nova tekma in jaz mislim, da s pozitivnimi mislimi bomo nekje ujeli te točke, ki si jih želimo. Ampak ta reprezentanca, vsaj za moj okus, dokazuje izjemno čvrstost, trdnost v smislu, da po 4 porazih, po takem porazu, kot je bil poraz Švico, ste danes znova pokazali veliko hokejskega znanja. Ja, res. Morate pa vedeti, da nam je težko, da si nikakor nismo želeli tega, da smo sposobni več, da nas je majčkeno sreče zapustilo, predvsem v prvih 3 tekmah, ampak tako kot sem rekel, nič, te šanse se ne bodo povrnile in treba je gledati naprej in jutri je nov dan in nova tekma. In še težje bi lahko rekli, Čehi so sicer znotraj te šesterice najboljših, ampak če pogledamo nekako Rusija, Kanada in Švedska so najmočnejše 3 v zgodovini, sedaj Švedska pa še doma, pa še precej polna dvorana bo. Tako, ja, Švedi igrajo pred domačo publiko na njihovem prvenstvu in sigurno bodo zelo motivirani, tudi oni imajo zelo močno reprezentanco iz kar nekaj NHL igralci in dobrimi igralci iz domače lige. Ampak tudi mi imamo svojo računico in zakaj ne bi zapretili prav Švedom. Srečno jutri. Najlepša hvala.